kadar pač se razjeziš, kadar se kam udariš. Ko dobim kako slabo oceno v šoli, se velikokrat zgodi. Ko ne veš, kaj bi pač druga rekel. Ko vem, da bi neko stvar lahko naredila bolje, pa je ne naredim. Če delam kako nalogo za matematiko in mi kak račun ne pride pravi rezultat, ali pa če mi kaj pade iz rok. Preklinjamo lahko na več načinov. V šoli bomo najverjetneje izbrali družbeno sprejemljivejšo obliko, evfemizem, rekli bomo pismo namesto, saj veste kaj. V neformalnih položajih, na primer v družbi vrstnikov, pa močnejše. V spontanem govoru je največ teh ekspresivnih, ki so tabuizirane, včasih povezane naprimer s prebavo, s spolnimi odnosi. Pojavljajo pa se tudi kakšne tuje. Preklinjanje v tujem jeziku se zdi sprejemljivejše, a kletvice s korenom pis in jeb so skupne vsem slovanskim jezikom, torej so tudi slovenske. Mislim, da se je čez leta že to preklinjanje toliko normaliziralo, da je težko, da kdo ne preklinja. Velikokrat se sploh ne zavedamo, da preklinjamo. Kadar pa se zavedamo, da preklinjamo, pa mislim, da v bistvu zato, da se sprostimo. Kletvice so shranjene v drugem delu možganov kot druge besede in sprožijo zanimiv proces. Ko preklinjamo, se v možganih sprosti hormon adrenalin in to prekine druge procese v našem telesu. Zato čutimo manj bolečine in jeze. Preklinjamo, da izločimo jeze iz sebe, da pa lahko, ko nekaj zakovneš, da se pa bolje počutiš in lahko naprej greš normalno. Poleg sprostitve imamo še dva motiva za preklinjanje. Sociološki so lahko po eni strani, da pokažeš neko moč v družbi, se pravi, da si nad nekom, s tem, ko si vzameš to pravico, da ga užališ. Po drugi strani pa lahko kaže to pripadnost skupini, jezikini. Jezik, ker je jezik sam vpleten, ampak včasih gre za namerno jezikovno izbiro, da ima sporočilo večjo težo. Tudi lepe besede nas lahko sprostijo, umestijo v družbo ali z njimi kaj poudarimo. A najpomembneje je, da ne z lepimi, ne z grdimi besedami nikogar ne prizadenemo.